Strokovna komisija pod vodstvom priznanega etnologa Janeza Bogataja je vse ocenila in izbrala najboljše. To je eden boljših natečajev, glede na to, kaj smo dobili. To se pravi, se v Beli krajini tudi premika stvar naprej. Večnamensko majhno volneno lutko, oblečeno v laneno platno z belokranjskim motivom, ki jo je izdelala Jakobina Pahor, Pugel, so izbrali za najboljši spominek na tokratnem natečaju. Navdušila pa sta jih tudi zelo uporaben volneni podritnik, delo Tončke Jankovič, in belokranjska piščal, ki jo je izdelal Rade Jaklič. Kot pravi Bogataj, jih je prepričala: originalnost ideje, dobra izvedba in seveda nobena huda filozofija, kot je s temu po domače rečemo. Se pravi, enostavne stvari, dostopne stvari, ampak take, ki imajo eno razpoznavno znamenje ali pa eno sporočilo, da veš, da si ti to dobil v Beli krajini. Sodoben turist hoče uporaben spominek, ki ni predrag, dodaja Bogataj. Sprašujem se, kaj je v zvezi s temi natečaji, kaj je s temi izdelki, ki so bili na natečajih do zdaj nagrajeni, kje so, zakaj se ne izdelujejo, zakaj ni nekih prodajnih mest, recimo. Mogoče pa bo letos drugače. V razpisnih pogojih natečaja so namreč zapisali, da je dolžnost izdelovalcev izbranih spominkov, da ta spominek proizvaja, da ga imajo vtici v belokranjskih občinah, da ga imajo v muzeju na razpolago, mora določeno količino teh spominkov proizvesti, zaradi tega pa tudi, to je tudi pogoj, da dobi nagrado. Da je zanimanje za izdelavo spominkov veliko, priča dobra udeležba na delavnici, ki so jo v okviru projekta Živo vinsko zgodbo ohranjajo ljudje pripravili v Metliki.